Dober dan, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo govorili o eni taki zanimivi temi, po mojem mnenju, in sicer o tem, zakaj so velikokrat kalorije postranskega pomena, če nimaš porihtanih rutin v lifeu. V bistvu bomo naredili tako, da bomo okoli praktičnega primera, s katerim sem se jaz srečal, oziroma z večjimi takimi primeri sem se že srečal, ampak en je bil tak, ko je res izstopil iz vseh, ko lahko res pokaže moj point, ko ga bom pač hotel danes pokazati. Prvo si bomo zdaj pogledali, kaj je definicija rutine sploh, in pol si bomo pogledali, kako lahko s pomočjo rutin izboljšaš, na primer, hujšanje v tem primeru, kljub temu, da se kalorijski vnos ne spremeni. Čist neka enostavna definicija rutine se mi zdi, da je neka sekvenca aktivnosti, ki jim sledimo dlje časa in se dlje časa ne spremenja. Zdaj, kar dlje časa pomeni, ne vem, kako bi tule definiral, kaj pomeni, da lahko neko stvar damo pod rutino, ampak verjetno nekaj, kar kronično ponavljaš več časa, ne vem, vsaj en mesec. Ok, in zdaj ponavadi vidimo, da če imamo nek urejen life, zdaj urejen je spet čisto odvisno od konteksta, ampak nek life, ki vsebuje neke določene rutine, ki niso preveč zahtevne oziroma kompleksne, da bi zahtevale zdaj celoten dan, da se naredijo, da lahko še pač si zmožen kaj drugega tudi narediti, ampak rutine so lahko močno v pomoč pri doseganju nekih ciljev. In jaz osebno delam ful veliko na tem, sicer sam se tudi držim določenih rutin, ko jih ponavljam že 10 plus let, se pa tudi pri svojih strankah ful osredotočam na to, da ko vzpostavimo neko bazalno raven nekih osnovnih markerjev, se pravi kalorijski maintenance, katera hranila potrebuje na dan, koliko kaj za spanec narediti, ko naredimo to, se začnemo osredotočati na rutine, ki jih lahko vgradimo v njihov vsak dan, zaradi tega, ker bo vse, kar je on do takrat naredil, rutina samo še izboljšala. In zdaj gremo na moj praktični primer. Osebi bomo rekli, da je bilo ime Kaja. Zdaj upam, da se ne bomo izmotili, ampak rečemo, da je bilo ime Kaja. Zdaj, s Kajo smo delali na tak način, da smo naredila že en cikl vodenja prehrane. V tistem ciklu jaz načeloma najdem nek maintenance vnos, vidim, kako se oseba nasploh odziva na določena hranila, kako se odziva na timing hranil, kakšna hrana ji paše, kako psihološko vpliva hrana na njo. V glavnem jaz v tistem prvem ciklu 4 tednov vodenja prehrane vzpostavim nek baseline. In zdaj, videla smo že sicer takrat začela, njen cilj je bil, v glavnem imela je dovolj načeloma mišične mase, zato ker se je z športom ukvarjala, ampak pač pri prehrani načeloma ni štimalo, zaradi tega, ker je še vseeno hotela, takrat je bil cilj izgubiti 14 kil. Kar sem jaz ocenil, da je mogoče malo preveč, kar je ona hotela, in smo šla na nek bolj realen cilj, je bil 10 kil. Ok, naredila smo drug cikl vodenja prehrane, kjer smo se pa pol osredotočala bolj na kalorijski deficit, pa na spanec. In zdaj pri kalorijskem deficitu je bilo tako, da smo spet po 4 tednih smo zgubila, mislim, da je bilo takrat 4 ali 5 kil. In zdaj, tako vemo, več ko zgubiš, bolj počasi začneš zgubljati maščobno maso, če delaš tako je treba. To je normalen odziv telesa. Pač se pravi, če ima en 10% maščob, bo težje spraviti iz 10% maščob na 9, ko pa en, ko hoče iz 20 spraviti na 15. Mu bo za 5% izgube maščobne mase bo šlo veliko hitreje. V glavnem, mi da smo naredili ta cikl in smo dejansko shujšala za 4 do 5 kg, zdaj govorim na pamet. No in pol Kaja je bila ful zadovoljna, videla je pač, da ta stvar deluje na tak način, in ona se je odločila, da bo zdaj en mesec delala sama. Ok, vzpostavila smo še čisto malo par navodil sem jih dal, kako je treba kalorijski deficit delati še vnaprej, in po mojih navodilih je ona tudi to delala, s tem, da se je nje kar naenkrat hujšanje ustavilo. Prvi teden je ona shujšala še za kilco pa pol, se pravi, do najinega cilja je ostalo približno 4 kg. In pol v 3 tednih ni se ona mogla premakniti. In pol po 3 tednih, se pravi po enem mesecu, ko je ona vse to sprobala, je prišla spet nazaj do mene, pa je rekla, lej, pa če sem delala vse te, ko si rekel, nižala sem vsak teden sem pol, ko sem delala, da sem prvi teden zgubila kilo pa pol, sem pol spet malo znižala in pol se je ustavilo, si mi razložil, da to je normalno, da se zgodi, sem spet malo znižala, se je spet teža je stagnirala, še vedno je bilo tiste 4 kile preveč, oziroma še tiste 4 kile, ko jih moramo zgubiti. Ok, pa sem jaz rekel, v redu, pač
glede na to, da si prehranski strokovnjak, prehranski svetovalec, trener, pa da delaš že, ne vem, jaz delam že 10 let dejansko z ljudmi, pač moraš biti tudi malo detektiv in te zdaj začneš odkrivati. Zdaj, ona je imela trosmensko delo. In jaz sem pol analiziral, kako se ona počuti tisti teden, ko ima eno smeno, kako se počuti drugi teden in kako se počuti tretji teden. In vedno smo prišli do istih zaključkov. 2 tedna sta ok, oziroma super, tretji teden je pa bilo, da se je pri njej zgodilo, da ona, ko je prišla domov, ona kar ni pa ni mogla zaspati, zaradi tega, ker je svojo smeno končala v pol 11 in pol preda ona prišla domov, mislim, da je imela 20 minut vožnje, pa preda se ti umiriš. V glavnem, delala je sicer vse po planu, kalorije so bile pod njenim maintenance odnosom, ampak nje se je kar začela stvar ustavljati. Ok, sem rekel, v redu, zdaj se bomo pa osredotočili na eno stvar. In sicer, največ, kar mi pri tebi kaže, da bi lahko negativno vplivalo na tvoj napredek, je to, da ti potem, ko prideš domov, rabiš, namesto da bi rabila pol ure, da zaspiš, ko greš v poslu, oziroma ko se spravljaš v posli, ko si možeš zaspati v 10 minutah maksimalno, ne pa to, da ona mi je bedela v posli še pol ure ali pa 45 minut. Sem rekel, ok, osredotočimo se na to. In zdaj smo začeli na tak način. Rezultate bom povedal na koncu, kaj se je pol zgodilo, zdaj bomo pa samo si pogledali, kak protokol sem jaz zdaj za njo naredil, ki ga lahko uporabi vsak, ki se mu zdi, da pri prehrani pa pri trenažnem procesu dela prav, pa ga spanc oziroma pa ga pri spancu nekaj zabava. Ok, in zdaj, prva stvar, ko je bila, ko smo jo naredila, je, da ko se je ona vozila domov, sem ji rekel, poslušaj muziko, ko je tebi všeč, ko tebe pomerja. Ne zdaj muziko, ko te nahajpa, nek drum and bass, tako ga jaz poslušam med tekom, ampak neko muziko, ko te umeri, ko ti je ljuba muzika, ko lahko tudi poješ zraven, če je treba. Zdaj, to načeloma spodbuja neke pozitivne misli, neko umerjanje simpatetičnega živčnega sistema, ampak ponavadi bi rekel, lej, ko se voziš domov, probi misliti vesele misli. Ampak vemo, kako je to. Lahko si imel kak dan, ko si bil ful pod stresom, ne morem zdaj od tebe zahtevati, da boš pa ti v 20 minut domov, ko se boš vozil, boš pa razmišljal samo pozitivne misli. Ne, čisto enostavno smo samo spremenili poslušanje svojih najljubših skladb, ko te pomerjajo. Ena dobra stvar je tudi, lahko rečeš, poslušaj komika, ko ti je všeč, pa se boš nasmejal do doma. Se pravi, 20 minut vožnje, javno prvo, kar je naredila, je poslušala muziko, ko ji je všeč. Naslednja stvar, ko je verjetno, po moje, če ni najbolj potentna v tem steku, je pa drugo najbolj potentna. In sicer, zapiši svoje misli, ki te matrajo, preden greš spat. Zdaj, tule se bojo hitro najdli kaki science-based profili, ko pač imajo ful radi znanost, pa promovirajo znanost, pa nič kaj drugega, ampak bom tule tudi za njih, če koga zanima, seveda delil ali tule študijo, ali pa tule si lahko jo vsak pogleda, pa še v opisju bom delil tudi, da sam link klikneš, pa te pripelje direktno do študije, ki kaže, da zapisovanje svojih misli pred spanjem signifikantno izboljša kvaliteto spanja in spalnih ciklov in latenco spanja, v glavnem vse parametre izboljša. Zdaj pa, kako navodilo je ona tule dobila? Nič posebnega. Zapiši 5 do 10 stvari, ko jih moraš jutri narediti, oziroma ko jih moraš v naslednjih dneh narediti, ko ti ležijo v glavi še, da jih moraš narediti. Zapiši jih na list in zdaj tisti listek, ne si ga pustiti na svoji nočni omarici zraven, ampak si ga pusti zraven nečesa, ko boš jutri, ko se zbudiš, prvo stvar naredil. Se pravi, v mojem primeru bi bil to pult, zaradi tega, ker grem pit vodo pa sol in tam bi tisti listek me čakal. In to bo močno, signifikantno vplivalo pozitivno na spalne cikle, predvsem na latenco spanja, zaradi tega, ker boš dejansko, reče se, ne vem točno, kako se reče, mislim, da je nek brain dump ali thought dump, nekaj takega, dejansko daš iz možganov stvari na papir, vse hipotetično, ne, itak, ampak dejansko pomaga. Naslednja stvar, potem, ko je ona zapisala tiste 5 do 10 stvari, ko so ji ležale na duši, ko jih še mora ona narediti, je zapisala 3 do 5 stvari, za katere je bila tisti dan hvaležna, ko ti pač padejo prvo na misel. Lahko si hvaležen za to, da je bil sonce. Lahko si hvaležen za to, da si nisi gležna zvil, ko si šel lafat. Naprimer, zdaj glih za teti primer. Mi se ne zavedamo, večina nas ljudi, kako srečni smo lahko, da naša telesa delujejo tako, delujejo. Naprimer, zgodi se ti neka huda nesreča, si zlomiš gležen. Takrat se šele ti začneš zavedati, kako si srečen, da si lahko vsak dan vstal pa hodil sam, pa nisi rabo bergel, pa nisi rabo invalidskega vozička. In pol po 3 mesecih, ko lahko začneš spet hoditi pa laufat, si v bistvu sam pri sebi fuck, pa res, mogoče sem pa res srečen, da lahko izhodim, da nimam vsak dan nezlomljenega gležna. Na tak način so te 3 misli, ko ti na koncu dneva, tudi če je bil negativen dan, probaš najti 3 pozitivne stvari, ko si jih v tistem dnevu videl, in to bo ne samo, da bo dejansko
ne pahnalo sistem. Aktivacija simpatiga, se pravi flight or fight sistema, se bo znižala in se bo povišala aktivacija parasimpatetičnega živčevja, tako že prej, ko si dal misli ven, in to bo pomerilo telo in mu pokazalo, jaz sem zdaj pripravljen, da lahko grem spat. Zelo dobra taktika, tehnika, rutina, kakorkoli bi to poimenoval. Evo še ena res enostavna stvar, ki je že tako samoumevna, da bi spet oni science-based doktorji so spet dihanje, spet se preveč dihanje pojavlja v medijih, spet preveč na dihanje damo pozornost. Ne, pač ti brez dihanja crkneš. Se pravi, način, na kakega boš dihal, bo narekovalo tudi, eno izmed stvari, aktivacijo centralnega živčnega sistema, v katero smer bo nagnjen. Zdaj, ljudje, ko vse druge stvari zrihtajo, prehrano, trening, spanc, vse, pa če dihajo s prsnim košem, s kaleni, z medrebernimi mišicami, bojo bolj aktivirali simpatik, ko pa ljudje, ko bojo isto imeli vse porihtano, pa bojo dihali s prepono, oziroma da se bo prvi del diha se začne s prepono. In to je pokazano v znanosti, to ni več zdaj, to niso guru zadeve. Dejansko lahko z dihanjem pahneš sistem v aktivacijo za trening ali pa v umirjanje. In zdaj, če ti tule kdo reče, da dihanje ni pomembno za span, za performance, za regulacijo stresa, pol čim dlje stran od njega, ne vem, kaj ti ne druga rečem. V glavnem, njej sem priporočil 5 minut za začetek globokega dihanja. Zdaj, ona je imela probleme, da je dihala na začetku, ko smo začela sodelovati že v prvem ciklu, da je dihala full z prsnim košem. Že rame je imela dvigene in je samo s tem vdihovala, namesto da bi ona na tak način, da se ti tule spodnji del prsnega koša širi, oziroma da ti gre popek ven. Na tak način je v bistvu bolj optimalno dihanje, če govorimo zdaj o tem kroničnem stresu. V glavnem, njej sem samo rekel, lej, ali se uležeš, ali se usedeš, nič, čisto vseeno, tako da se boš ti počutila sproščeno in daš eno roko na prsni koš, eno roko daš na popek. In zdaj je tebi cilj, da ono globoko dihanje, kjer v prvi vrsti ne sme predstavljati truda. Ne smeš se ti zdaj napenjati, da si ono in da zdaj tule koma zadržiš. Ne, vse mora biti na easy, 70%. Zrak gre not, zrak spustiš ven. Zrak gre not, zrak spustiš ven. In kaj je bila poanta pri njenem dihanju? Vdih zgleda na tak način, da prvo gre popek ven in ko popek več ne more, se vključi prsni koš in skaleni načeloma v zadnjem delu giba. In pol se prvo prsni koš zniža in še na koncu gre popek not. Se pravi, filaš flašo z vodo, odtakaš vodo iz flaše. To je ful dobra prispodoba. No, in tak princip sva imela midva, se pravi, 5 minut dihanja. Samo 5 minut. To, ko se ti osredotočaš na dihanje na začetku, če ne znaš prepono, ful hiter mine. Ok, zdaj pa še zadnja stvar, ko pa mislim, da je bila tudi kar game changer v tej rutini, je pa 5 minut tišine, oziroma meni ni fajn reči 5 minut tišine, zaradi tega, ker ti se ne moreš odločiti, da boš tiho in ne boš imel misli, zato ker to pač ne gre. Če se odločiš, da ne boš imel misli, boš še težje to naredil. Čuječnost je meni bolj všeč pač izraz za to. In čuječnost je spet isto. Ali se usedeš, ali se uležeš, lahko stojiš pa gledaš, mi je čisto vseeno. Samo fora je, da namensko dan končaš z 5 minutami tišine. Zdaj to je že samo zaradi tega dobro, zaradi tega, ker v tem svetu skozi se nekaj dogaja. Eno stvar narediš, je takoj druga zadaj. Eno stvar narediš, je takoj druga zadaj. In tete 5 minut tišine v bistvu na nek način prisili telo, na začetku bo prisililo telo, zato da boš ti svoje notranje misli, ko jih mogoče potlačiš čez dan, ko nimaš cajta o njih razmišljati, da bojo prišle na plano. Pa ko boš že malo bolj navajen, boš pa ti znal. Med čuječnostjo ni fora, da mi ne mislimo, ker to pač ni mogoče, ker pač ti si človek, mi skozi razmišljamo, vse naš ego skozi dela. Fora je, da ti zaznaš misel, ne podaš na testo misel nobenega čustva, nobenega mnenja in jo sam pošleš naprej. Zdaj, najlažje, jaz ko to delam, si najlažje predstavljam na tak način. Probam med prazne misli, kar pač itak ni mogoče, in ko pride misel, ok, misel zaviješ v tak balonček in testa misel gre naprej. Čez 2 sekundi prije naslednja misel. Ni panike, misel je, zaviješ v balonček, gre te z balonček naprej. Sem pa videl zdaj, čez leta oziroma čez mesece, kakorkoli, ko pač to delam, da ful pomaga, če se usedeš, zapreš oči in prva stvar, ko jo narediš, samo opazuješ spekter svojih čutil. Se pravi, jaz začnem vedno z sluhom. Minuto, 2 minuti na blef, poslušam, kaj se okoli dogaja.
Se pravi, ptički čivkajo zvečer, sija se lovi po hiši, polšter pade, voda se spusti iz pipe, karkoli. Probam vedno, ko nekaj čujem, da ne zdaj, to je bila voda, to je bila ptička. Še vedno probaš, ne, samo zvok je. In ko padem v ta flow, da sem že načeloma vse zvoke določil, ko jih imam, drugo čutilo, kaj jaz čutim? Kaj čutiš na telesu, ko sediš? A čutiš veter, da piha? Jaz čutim, ne vem, da veter piha, če sem odzun, če sem v hiši, ne čutim tega. Ko vidiš, ko si pregledal vse, se pravi, nič ne čutiš. Čutim rit na blazini, ko ima blazina opor. Čutim to, čutim moje noge v položaju lotosa, da me tam boli. Čutim, ko to pregledaš, greš na naslednji čut. Naslednji čut je von. Kaj vonjaš? A vohaš rože, a vohaš smrad, a vohaš karkoli. Tu si že na 5 minutah, tu 5 minut že mine. In kar naenkrat si v bistvu samo opazoval okolje, notranje okolje, zunanje okolje, na to nisi dal nobenega poudarka in te je pomerilo. Vsekakor te bo pomerilo, po mojem mnenju. Jaz še nisem čul za človeka, ko bi to probal, vsaj ne od mojih strank, oziroma tudi od tistih, ko mi pišejo na Instagramu, pa niso moji varovanci v moje stranke, da to jih ne bi vsaj malo pomerilo. Se pravi, s tem smo zaključila pol to najino rutino, ko smo jo dodala. Ok, zdaj bom šel pa dejansko, tule sem si skopiral ven, kar mi je ona takrat napisala, ko smo tudi seveda analizo sem naredil, ker pač brez tega ne morem, ne, jaz sem podal neke navodila za rutino in mene zanimalo, če bo pol to dejansko pri njej delovalo, ker če to ne deluje, to ne bom jaz ponavljal v nedogled. To ni tako, pač nič v bistvu ne ponavljaš nedogled. Če vidiš, da ti po enem tednu ne gre, mogoče probaš še en teden, ko mogoče nisi kaj v redu delal, ko po 2 tednih ne gre, je treba nekaj zregulirati. V glavnem, ona je, v primeru, ko je poslušala muziko, ko se je vozila domov, napisala je, da je pomerilo možganje oziroma misli, dejansko je v njej ustvarilo, ona je v angleščini pisala tudi zaradi tega, ker ni bila Slovenka, positive mind state. Napisala je tudi, da je I forgot the stress of work and stress of traffic, kar je bil v bistvu tudi point zaradi tega, ker ko se ti domov voziš, da te nekaj še dodatno stresira, je še sam slabš. In pa, tule je pa pač po znanosti, sicer ne vem, ona kaj brala karkoli, ampak napisala je tudi, da se je zdelo, da je znižalo anksioznost in nasploh anksiozne misli, ko jih je ona imela drugače v tistem tednu, v tisti smeni, ki jih je bilo več kot druge smene. Naslednja stvar, kaj je nje naredilo, ko je pisala 5 do 10 stvari, ki jih mora ona narediti. Calm the mind, enhance productivity in all areas of my life, reduced anxiety, reduced nighttime thinking, remembering, allow for an empty mind to go to bed with. To je bil point tega. In povišala se je tudi organizacija tekom tedna. Čez dan je bila bolj organizirana, zato ker je imela že napisano, kaj mora ona narediti in je samo šla po listi, ko jih je pač imela. Teda, to je pač samo pozitivne stvari za enkrat. Tretja stvar, mogla je napisati 3 do 5 stvari, za katere je bila hvaležna. Spet, napisala je calm the mind, created a positive mind state, a reminder of what's important in life, engages the mind to remember. To je napisala, da se je pri njej zgodilo, da se je dejansko spominjala pozitivnih stvari v lifeu, ne samo negativnih stvari, ko jih mogoče se bombardira telo z njimi. Naslednja stvar, 5 minut dihalnih vaj. V prvi vrsti je rekla, da se je tule prvič naučila dihanja s prepono, pol pa seveda calm the mind. Znanost kaže, da se vse premakne iz simpatetika v parasimpatetik, kar je super, zato ker to je pomirjajoči. Ona je napisala, teaches me proper breathing mechanics, improved muscle contraction patterning. To je ona, mislim, da je nekaj prebrala drugače, zaradi tega, ker je bila tudi športnica. In pa opazila je, da ne samo, da se je akutno znižal heart rate, pač v utripu mirovanju, ampak dejansko je imela tudi ura, ko ga je merila med spanjem, se je tudi med spanjem znižal za, mislim, da je šlo iz 56 na 53, nekaj takega. Mislim, da za 3 utripe na minuto se je znižalo. In pol še zadnja stvar, to je bila pa 5 minut tišine oziroma čuječnost. Spet, pomerilo ji je mind. Created a positive mind state. Ugotovila je, da je šla v deep relaxation, zaradi tega, ker se je večkrat zdelo, da je skoraj spala, s tem, da ni spala, zato ker ona je sedela.
teda je bila v bistvu v neki taki hipnozi, stanju, karkoli je to. In plus, kar je ona napisala, I think that trains the body to resist the many pulls around us and allows us to just be. Tako da, glih to je bil tudi poanta. Ful izboljša tvoje reakcije pol na dogodke v lifeu, ko se pa zgodijo. Ali so negativni, ali so pozitivni. Kako hitro ti reagiraš je ful pomembno, zaradi tega, ker če prehitro reagiraš, lahko da reagiraš na tak način, ko ne bi mislil. In zdaj tudi čuječnost pred spanjem ti da mogoče par milisekund več za razmisliti in se lahko pol mogoče drugače odzoveš, kar pa na dolgi rok pomeni, da boš imel manj kroničnega stresa. Ok, to je bilo v bistvu to, ja, to je ona vse napisala. Zdaj pa, kaj se je pa dejansko zgodilo? Prehrana je bila identična, ko jo je ona končala v tistem prvem tednu, ko je še sama zgubila 1,5 kg maščobe, pa se je pol ustavilo. V roku 2 tednov je zgubila še one dodatne 4 kg. Zdaj to ni noben čudež. Ona je imela že prej kalorijski deficit. Ampak lahko da zaradi stresa kortizol povišen kronično, zadržuje vodo v telesu. To pomeni, da že sam, ko boš vodo zadrževal v telesu, lahko da ona hujša, pa še vseeno po vagi stagnira, zaradi tega, ker pač voda da nekaj teže. Hitro je prišlo do prenajedanja in lahko da je ona pol tiste dni, ko se je vagala, oziroma za vikend, ko je imela stres, da je preveč pojedla. Pa ne samo to, da kortizol zadržuje vodo. Kortizol, če je kortizol povišan v drugem delu dneva, oziroma v popoldanskih urah, v večernih urah, bo to zmanjšalo pretok krvi do prebavnega trakta. In zdaj, v prebavnem traktu imamo mi mikrobioto. In če ni pretoka krvi pa hranil za tisto mikrobioto, da bi lahko ona, ker v bistvu zvečer šele se začnejo, večina sprememb dogaja v mikrobioti, tam šele one začnejo sintetizirati hrano, vse zaradi tega, ker pač mi se umerimo in zdaj ima čas mikrobiota pa imunski sistem, da naredi svoje stvari, ne? In zdaj, če ti imaš pretok, bojo lahko zdrave bakterije trajale in pač bo tvoje stanje tako, kot je. Če imaš pa ti kortizol kronično povišan, bo pa zmanjšal pretok krvi do gastrointestinalnega trakta in takrat imajo možnost priložnostne bakterije se razrastiti, zaradi tega, ker jih une pozitivne bakterije, ko jih imamo pač mi v telesu, ne bojo mogle zadrževati njihove proliferacije. Se pravi, povišan kortizol lahko tudi na to vpliva in s tem, ko imaš ti podrto ravnovesje mikrobioma, kakorkoli bi temu rekel, zato ker to še točno ne vemo, kaj pomeni, je lahko tvoja prebava slabša. Lahko da ti ješ tako si jedel, pa se ti kaj v prebavnem traktu zadržuje, pa namesto da greš 5-krat na WC, greš enkrat na dan, kar spet doda k temu, da ne boš zgubil telesne teže. Plus, da se slabo počutiš, ne moreš trenirati, to pomeni, da manj kalorij porabiš. V glavnem, ta rutina 5 stvari, ko smo jo midva naredila, ni vsebovala hkrati tudi nižanja kalorij. Ampak smo samo, predvsem v njenem primeru, vplivala na kroničen stres, ki se je dogajal v tistem 3. tednu une smene. In s tem, ko smo to dodala, je njena telesna teža se začela nižati. Se pravi, na začetku nisem hotel povedati, da zakon termodinamike ne deluje. Ti moraš imeti kalorijski deficit za to, da shujšaš, oziroma predvsem, da izgubiš maščobno maso. In tudi mišično včasih. Ampak ni vse kalorijski deficit. Kalorijski deficit je baza, oziroma kalorijski vnos je baza, s katero reguliraš spremembe v telesni sestavi. Rutine v lifestylu, regulacija stresa, kvaliteta spanca, tipi treninga, volumen treninga, prehranska dopolnila, tvoj mind state bo pa vplival na to, iz česa bo prihajala poraba, ko boš hujšal, oziroma kje bo rastla zadeva, ko boš gainal. Teda, to je v bistvu to, hotel sem samo povedati, da ne se osredotočiti samo na kalorije, tako načeloma vsi promovirajo, ampak je treba tudi kdaj, oziroma velikokrat se osredotočiti na rutine, prej, da greš na nek enormni kalorijski deficit, ko ti sam še pobere energijo za life. To je to. Če koga kaj zanima, ne mi piše, če ne pa pač čakajte na naslednji podcast. Se vidimo v naslednjem podcastu. Ajde.